Že je tukaj Valentin, ura je 8:30. Evo, danes pa spet nekaj besed o čustvih. Predvsem o tem, kako se pritiska na določene sprožilce čustev, tako da lahko drugi igrajo na naša čustva, kot da smo nek čustven inštrument in nas na ta način usmerjajo in upravljajo z nami v njihovo korist. Človek je sestavljen iz 3 komponent. Eno je človeško fizično telo, ki je samostojno živo bitje, ima svoje zavedanje in funkcionira več ali manj neodvisno od nas. Potem smo mi v tem fizičnem telesu inkarnirani kot živo bitje, ki za tem fizičnim telesom upravljamo kot recimo za nekim vozilom. Preko fizičnega telesa se izražamo v tej realnosti. Potem pa obstaja še simbiotski sistem, parazitski, ki se imenuje oziroma umsko-zavestni sistem in je bil namenjen zato, da so določena bitja upravljala z nami, da so nas energetsko zasvojila in da so nas držala na predprogramirani poti, da se je lahko z tem stvarstvom upravljalo na ta način, kot so se ta bitja želela, oziroma predvsem zato, da so preko naših fizičnih teles črpala energijo za obstoj določenih drugih dimenzij svetov, ki so potrebovala energijo iz fizičnega sveta za njihovo funkcioniranje. In energija se proizvaja na osnovi določenih konfliktnih miselnih vzorcev, ki niso v skladu z realnostjo tukaj in sedaj. Na osnovi teh misli, ki jih potem sledimo, konfliktnih, pa se potem proizvedajo energije, ki jim mi rečemo čustva in občutki. Vse energije so torej proizvod konflikta in črpajo fizično silo iz našega fizičnega telesa in tako povzročajo staranje in na konec tudi smrt našega fizičnega telesa. No, in ta princip generiranja konfliktov uporabljajo tudi na tem svetu druga živa bitja, tudi mi sami, predvsem pa določene korporacije, podjetja, da se upravlja z nami na ta način, da drugi dobijo od nas tisto, kar želijo. In pa tudi seveda mi uporabljamo čustveno manipulacijo za to, da od drugih dobimo tisto, kar želimo. Recimo že otrok, ko se rodi, začenja proučevati okolico, odzivanje svojih staršev in potem se odloči za določen vedenjski vzorec, določena osebnost, za katero ugotovi, da lahko na najlažji način od staršev dobi tisto, kar želi, kar potrebuje. Otrok se zato nauči čustvene manipulacije za svoje preživetje. Potem pa seveda tudi v kasnejših letih uporabljamo to čustveno manipulacijo, da si poiščemo svojega partnerja in da potem od svojega partnerja dobimo tisto, kar želimo. Naposled pa tudi preko medijev, preko čustvenih manipulacij izvajajo podjetja določene oglaševalske akcije. Preko medijev tudi politika komunicira in uporablja določene besede, ki sprožajo določene
čustvene reakcije, določene čustva in občutke, predvsem so to kakšni dobri občutki. In na ta način številni ljudje upravljajo z nami in tudi mi uporabljamo to manipulacijo za to, da od drugih dobimo tisto, kar želimo. Če torej dopuščamo našo čustveno pogojenost, torej da dopuščamo proizvajanje nekih misli, da neka prepričanja sprejemamo vase in potem te misli povzročajo konflikte in energije občutkov in čustev. Potem dopuščamo, da drugi upravljajo za nami in ne moremo biti zvesti samemu sebi, svojim principom, načelom, odločitvam, ampak zelo hitro zapademo pod vpliv, pod manipulacijo nekih zunanjih dejavnikov, drugih ljudi ali medijev. In lep primer so recimo šport, ki je postal zelo dobičkonosna industrija, ko se opazuje tekmovanje določenih atletov in potem ljudje, ko gledajo te dogodke, čutijo dobre ali slabe občutke, glede na to, s katerim od igralcev se identificirajo, za koga navijajo in ali je potem ta igralec izgubil ali zmagal. Potem tudi v reklamah, recimo, se povezuje določen izdelek z določenim čustvom. Je recimo nek avto, pa je v reklami, kako je voznik tega avtomobila uspel usvojiti neko punco in sedaj se zgradi asociacija, če boš kupil ta avto, boš uspešen zapeljevalec, boš dobil punco in ko boš dobil punco, boš tudi potem srečen in vesel. Ali v politiki, ko se ljudstvo nagovarja z določenimi besedami, ko se reče, dajmo se dvigniti, dajmo vstati, dajmo nekaj spremeniti, prihodnost je svetla in tako naprej, bodimo povezani, izrazimo ljubezen in take stvari. Za uporabo raznih takih besed se pritiska na čustvene tipke ljudi in se z njimi manipulira, zato da bi se pridobilo njihovo naklonjenost, glasove volilcev in spet smo dopustili, da smo čustveno zmanipulirani. Torej, če hočemo izboljšati razmerje na tem svetu, če hočemo karkoli spremeniti, se mora vsak od nas osvoboditi čustvenih manipulacij. Osvoboditi se moramo čustvene pogojenosti, zato da nihče ne bo več uspel pritiskati na naše čustvene tipke, ne naši prijatelji, družinski člani, naš partner, ne kakšni politiki, ki predvsem rekrutirajo ljudi, da potem se grejo svoje vojne, ne da bi potem kakšne podjetja nas prepričala, da kupimo izdelek, ki ga ne potrebujemo, ki ga nočemo, ampak da vedno stvari zdravorazumsko, trezno in povsem odgovorno presodimo na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Predlagam vam torej, da stopite na pot osvobajanja od uma, od čustvene pogojenosti. Kot pripomoček za to vam predlagam brezplačni spletni tečaj DIP Lite, preko katerega se boste naučili, kako deluje in orodja za osvobajanje od uma, zato da boste postali čustveno stabilni. In potem bomo lahko naredili ta svet veliko lepši in boljši za vse. Toliko za danes, lepo se majte in nasvidenje.